Tako nas bodo jutri prijatno sprejeli in pozdravili. In pred nami bo novo šolsko leto, polno dogodivščin in nepozabnih trenutkov. A grejo pogledati, če sta ena otroka že pripravljena na prvi šolski dan? A pojdiva. So vse potrebščine v torbicah? Ja. Je ura nastavljena? Seveda. No, potem pa smo v posteljo, zdaj že čas za pravico. In živeli so srečno do konca svojih dni. Pa lahko noč in mirne sanje. Pa eno polho na pomoč in enega krvna, da vam imamo spokojno. Tjaž, že spiš? Ne morem zaspati. Veliko misli še roji po glavi. Meni tudi. Predvsem se spominjam lanskega šolskega leta in si želim, da bi tudi letos bilo tako lepo. A se spomniš prvi pesmi, ki smo se jo naučili? Seveda, nekako bi pozabila, ko smo postali korenjaki.
sreča v jemi, samo je v temi, penjo naokrog, sreča se smeje, sreča nas greje, skačemo bosih nog. Tjaž, predlagam ti, da z mojci zgradiš dobro prijateljstvo. Velikokrat se iz prijateljstva rodi prava ljubezen. Prav. šolsko leto prehitro mine. Prvi razred je že za nama. Ampak ga spomniš tiste pesmi, ki smo jo zapeli, preden smo se poslovili
Zdaj pa vabimo gospoda ravnatelja, da se nam pridruži na odru. Spoštovani prvošolci, starši, moji kolegi. Vsaka šola je na nek način poseben svet zase, ki mavrično zaživi v začetku septembra in tiho ugasne konec junija. Letošnje šolsko leto se je to prvo zgodilo prav danes, 1. septembra. In prav danes ta mavrični svet sprejema 45. generacijo prvošolcev na naši šoli. In prav danes je tudi dan, ko sem sam pred 45 leti prestopil šolski prag. V tem mavričnem svetu veljajo določena pravila, obveznosti, zakonitosti, pa tudi prijetnosti, igrivosti in tiste lumparije, ki se nam za vse življenje vtisnejo v spominu. In prav spomini na prvi šolski dan potujejo z nami vse življenje. Novo svežino, toplino in igrivost temu svetu prinašate vi, dragi prvošolci. Prvošolci, ki prvič prestopate prag naše šole in s tem postanete učenci. Iz predšolskega obdobja se naenkrat znajdete pred velikimi vrati prave šole. Da vstop v svet učenosti le ne bi bil pretežak, se bomo potrudili tudi letos, mi odrasli. V novi šoli boste sklenili nova prijateljstva in krepili stare. Pridobili boste nove življenjske izkušnje, ki vam bodo pomagali spoznati, kdo ste in kaj bi v življenju radi postali. Vedno ne bo lahko, a spoznali boste, da ravno padci velikokrat pripeljejo do največjih uspehov. Treba se preprosto pobrati in iti naprej, proti novim vzponom, novim dosežkom. Spoštovani starši, vstop v šolo je prav zagotovo tudi za vas začetek nečesa novega, pomembnega obdobja. Skupaj z vašimi otroki se veselite šolskih dni, uspehov, pomagajte jim in ko bodo težave, jih stisnite v svoj objem. Vaša vloga je pomembna, kajti na eni strani ste podpora nam učiteljem in vašim otrokom na drugi strani. Vsem prvošolcem in vam, spoštovani starši, želim, da bi bila novo začeta pot življenja prijazna in izkustvena. Ali kot je nekoč zapisala znana pisateljica Ellen Key, otrok bi moral imeti možnost na vsakem koraku izkusiti resnično življenje. Zato ne odstranjujmo trnov z rdečih vrtnic. Tako, dragi prvošolci, dobrodošli med nami na šoli Antolaške Crvelenje. Ker pa vidim naši najmlajši prvošolci, da že nestrpno čakate, katera učiteljica, danes kateri učitelj bo poklical vaše ime, pa začnimo. Prvi A razred bo v tem šolskem letu poučeval Blaž Dolinšek. Še malo ostane in pri letnici 45. Tudi letos je 45 let, odkar bo prvič poučeval v prvem razredu učitelj. Prvi B razred bo vodila učiteljica Mateja Vetrik.
Danes pa so z nami tudi prvošolci z naše podružnične šole v Pesju, le-te bo v prvem C vodila učiteljica Erna Obšteter. Da pa bo delo v prvih korakih šolanja potekalo nemoteno, boste za to poskrbele tudi vzgojiteljica Breda Flis, ter učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na centralni šoli Janja Vivoda, in na podružnični šoli Bernarda Meste. Tako, zdaj je pa čas, da jaz predam mikrofon, preden pa predam mikrofon učitelju prvega razreda, še eno kratko obvestilo. Danes je z nami tudi ekipa Radia 1, ki je za vse vaše prvošolce pripravila priložnostna darilca. Imajo pa eno željo, da bi to opravili to animacijo v njihovih učilnicah, z njimi opravili tudi kakšno fotografijo in intervju, zato vas bo potem starši poprosili, da boste skupaj, ko boste šli z vašimi učitelji v učilnice drugega A in B, povedali, ali to dovoljujete ali ne. Tako da ne bomo imeli kakšnih nepotrebnih zapletov, da bomo lahko tudi to akcijo Radia 1 izpeljali, kako je treba.